tem videoposnetku bom povedala malo več o večkratnikih in o deljivosti v naravnih številih. Torej, v prejšnjem videoposnetku sem že povedala, da lahko seštevamo pa množimo. Deliti pa v naravnih številih v resnici ne moremo, ker ne moremo vzeti katerikoli dve naravni števili, ju zdeliti in dobiti naravno število. Če vzamemo recimo 5 pa 2, da gremo 5 deljeno 2, ne bomo dobili naravnega števila. Dajmo najprej pogledati, preden gremo na deljivost, kaj so večkratniki. Prav, večkratniki števila b dobimo tako, da množimo 1 krat b, pa naslednjega dobimo 2 krat b, pa naslednjega 3 krat b, 4 krat b in tako naprej. Prav, če vzamemo za primer 5, dobimo večkratnike 5, 10, 15, 20 in tako naprej. In ravno te večkratniki so v bistvu števila, ki pa jih vemo, da jih lahko delimo. Se pravi, večkratniki števila 5 lahko delimo s 5. Če tega delimo s 5, dobimo 1. Če tega delimo s 5, dobimo 2 in tako naprej. Se pravi, v bistvu pogoj, da jaz lahko 5 delim s 15, je isto kot to, da vem, da je 15 v bistvu večkratnik števila 5. Se pravi, če zdaj v splošnem povem, kdaj lahko a z a-jem delim b, je to natanko tedaj, ko je b večkratnik števila a. To je zdaj pogoj za deljivost. Kadar pa se to ne da narediti, pa lahko v bistvu število, spet če imamo recimo a pa b, pa bomo v tem primeru predpostavili, da je b večje število, da je to tisto, ki ga deliva. Se pravi, v primeru pa, da se ne da z a-jem deliti, pa lahko b zapišemo kot nekajkrat a plus ostanek. In to je osnovni izrek o deljenju. Zdaj pa pogledamo še kriterije za deljivost. Torej, kdaj lahko prepoznamo, katera števila so deljiva. Se pravi, za število 2, kdaj lahko delimo z 2, je zelo preprost kriterij, da pogledamo zadnjo števka. Zadnja števka mora biti 0, 2, 4, 6 ali 8. Torej, na primer 845 ne bo v redu, medtem ko 844 pa bo, ker je zadnja številka 4 in to je v redu. Potem imamo za 5, da mora biti zadnja števka enako, mora biti 0 ali 5. Prav primer, 845 pa je deljiv s 5. Potem imamo primer za 10. Mora biti zadnja števka 0. Torej, primer 845 ni v redu, je pa v redu recimo 8450, ker je zadnja števka 0. Potem imamo kriterij za deljenje s številom 3, ta je tako zanimiv. In sicer vsota števk mora biti deljiva s 3. Se pravi, za 845 moramo sešteti 8 plus 4 plus 5, tukaj dobimo 8 plus 4 je 12, plus 5 je 17, kar ni deljivo s 3, zato to ni deljivo s 3. Če pa vzamemo recimo 84, pa seštejemo 8 plus 4 je 12, to pa je deljivo s 3. Potem imamo podoben kriterij za 9. In sicer tu pa mora biti vsota števk deljiva ne s 3, ampak z 9. Se pravi, 845 smo že prej sešteli, da pride 17, se pravi, to ne bo v redu. Če pa bi imeli recimo 846,
46, gremo pa 8 plus 4 je 12, plus 6 je 18, to pa je deljivo z 9. Potem imamo še kriterij za deljenje s 4 in sicer zadnji dve števki v številu, zadnji dve števki morata biti deljivi kot število, ne posamično, morata biti deljivi s 4. Prav, na primer, 844, gledamo zadnji dve števki, dobimo število 44 in to je deljivo s 4. In pa še kriterij za deljenje z 8, pa da so zadnje tri števke nam dajo število, ki je deljivo z 8. Torej, na primer, 1808, zadnje tri števke nam dajo število 808 in to je deljivo z 8.